naša ekipa je zelo zadovoljna, posebno mi trije uredniki, poleg mene še dr. Saša Novak in Edo Krnič. Veseli smo, da knjiga gre med bralce, da se pogovarjajo o demenci. Skratka, to je nekaj, kar smo si želeli in kar smo na nek način dočakali. In smo veseli, ko tukaj opazujem ljudi, ki listajo, berejo in grejo pol kubit. Res je nekaj, kar jih potegne že v kratkem branju. In tudi tisti, ki so prebrali, poročajo enako. To smo potrebovali, takšno knjigo rabimo o demenci. Avtor je 27, zgodb je pa 64, tako da je cela paleta bolezni pokrita iz vseh zornih kotov. Od pacientov samih, do njihovih zdravnikov, do oskrbovalcev, sorodnikov, tudi negovalcev. Pa posebnost te knjige so pa moji strokovni komentarji, ki so na koncu vsake zgodbe. In zanimivo je, da je ravno to tudi dostikrat slišati med temi, ki so knjigo prebrali, da to jim je pa dokončno pojasnilo, kaj se pravzaprav dogaja. In to knjigo lahko štejemo kot nekako prvo slovensko knjigo s področja narativne medicine. In pred kratkim je profesor Pirdušek rekel, da je knjiga postala hit med študenti medicine. Jaz upam, da to drži, kajti na tak način si bodo zapomnili znake demence, predvsem pa to, kako naj komunicirajo z osebo, ki trpi zaradi demence, in seveda kako komunicirati z bolniškimi člani, ki so nujno vpleteni v vse dogajanje.